Lepo pozdravljeni na okrogli mizi o gospodarskem inženiringu, ki jo na Poslovno-tehniški fakulteti organiziramo v okviru tedna Univerze v Novi Gorici. Moje ime je Juš Kocijan in bom skupaj s kolegico Nino Štefančič vodil to okroglo mizo. V začetku bi v bistvu najprej predstavil študij, in sicer študij gospodarskega inženiringa, ki ga izvajamo tukaj že približno 20 let. Sicer gre za interdisciplinarni študij, ki povezuje tehnične in naravoslovne vede z ekonomskimi in organizacijskimi vedami. Pravi, študij, ki daje študentom širokost v pogledu na probleme, ki jih bodo srečevali v profesionalni karieri. Na današnji dan se v bistvu tukaj srečujemo zaradi tega, da povprašamo naše bivše kolege, naše diplomante in magistrante, kaj so odnesli od tega študija. Študij se je relativno uveljavil. Koliko je atraktiven, vam mogoče pove podatek, da je naša zaposlenost merjena po enem letu s podatki zadnjih 3 let, 96% na prvi stopnji in 97% na drugi stopnji. Sedaj pa kar prosim kolege, če se vsak posebej predstavi in pove, odkot prihaja. Ja, jaz sem Saša Oblak, sem s Tolmina. Na kratko, zaposlen sem v podjetju ITO Appliance Components, to je bivši Metalflex, če ste slišali, smo se pač preimenovali zato, ker smo delali globalne korporacije. Naslednji mesec bo 30 let, kar sem zaposlen, od tega, bom rekel, polovica delovne dobe je bila praktično v proizvodnji. Kot proizvodni delec sem začel pa, mislim, 9 let sem hodil v šolo v delu, 2 leta bil tudi ta magistrski študij, tako da zdaj z 14 dni praktično nazaj sem napredoval v vodjo proizvodnje v tem podjetju. To je zdaj prav na kratko. Moje ime je Maja Tišma, zaposlena sem v podjetju TIP, kjer proizvajamo medicinske izdelke za enkratno uporabo. Če da se lažje predstavljate, to so recimo mlinski katetri za samokateterizacijo. Zaključila sem gospodarski inženiring v prvi stopnji v letu 2017, kot je dobila nagrado Alumnus Optimus za svoje dosežke, delam pa v kadrovski službi. Sem Lili Stubel, živim na Gradešču, trenutno sem zaposlena na podjetju Intralighting. Tam sem zdaj 3 leta, odkar sem diplomirala, pač prvo stopnje gospodarskega inženiringa. In tam opravljam delo proizvodnja na planiranje. Lep pozdrav, sem Dušan Poštrin, tudi jaz prihajam iz okolice Tolmina. Zaposlen sem v podjetju Kolektor KFH iz Idrije. Kolektor je ena velika slovenska korporacija z približno 5500 zaposlenimi. V svoji karieri 12 let je že dolga, sem večinoma upravljal vodstvene pozicije in tudi trenutno vodim eno organizacijsko enoto na področju na programu magnetike. Se pravi, ta program magnetike ima proizvodne lokacije v Idriji, Logatcu, Ljubljani, Bosni ter v Južni Koreji. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Kariernega centra Univerze v Novi Gorici. Vesela sem, da ste se odzvali našemu vabilu. Profesor Kocijan je predstavil študij gospodarskega inženiringa, jaz bom pa povedala malo v številkah. Danes je na Poslovno-tehniški fakulteti diplomiralo okrog 550 diplomantov, tako na prvi kot drugi stopnji. Zaposluje ste se, kot že vidimo iz vaših 4 opisov, v različnih podjetjih in še širši paleti delovnih mest. Zanimivo je, da pridete nazaj in da poveste malo svoje izkušnje, tako da bi začela kar s prvim vprašanjem. Ali nam lahko opišete, kakšne so vaše glavne naloge v podjetju, kako poteka vaš delovni dan, ali kakšne so značilnosti vašega dela, dosti poslujete, s kom se sodelujete. Skratka, predstavite nam vaše delovno mesto na kratko. To bi začeli kar tukaj. Okay. Ja, kot smo omenili, jaz sem vodja ene enote, proizvodne enote s približno 100 zaposlenimi.
proizvajamo tehnične izdelke, večinoma za avtomobilsko industrijo. Avtomobilska industrija je, v rekel, ena najbolj zahtevnih industrij. Treba poznati standarde, treba poznati pravila igre v tej industriji. Vsekakor je treba poznati neko dobro tehnično plat izdelkov in procesov in vsekakor, kar je tudi študij gospodarskega inženiringa dobro dal, ta ekonomska plat poslovanja. Kako izgleda moj delovni dan? Jaz pridem v službo, vsekakor, treba je v službi, treba imeti zmeri poleg tega ekonomskega vidika, tudi ta čustven vidik ali pa socialni vidik, treba ljudi pozdraviti, treba se pogovoriti o problemih, treba probleme sproti reševati, treba prisluhniti ljudem in kot vodja je glavna naloga, da daš podporo svojim zaposlenim. Jaz tudi dnevno v proizvodnji izvajam sestanke. Sestanki so namenjeni dnevnemu reševanju problemov, tekoče problematike, da drug dan o starih problemih sploh ne govorim. Tako da, ja, glavna naloga ali pa funkcija zadolžitev enega vodja proizvodnje, vodja organizacijske enote, je, da naredimo čim več, s čim manj stroški, da prehitevamo konkurenco. Nismo edini na svetu, kaj to delamo in je treba biti iz dneva v dan boljši, treba je izboljševati procese, treba je nadgrajevati izdelke, treba je za mene najbolj ključno točko izobraževati in izpopolnjevati svoje zaposlene, ker oni so največja dodana vrednost vsakega podjetja. Torej, jaz sem zaposlena na podjetju Intralighting, kjer se proizvajajo svetila. Tam sem zaposlena kot planer proizvodnje. Torej, moj delovnik izgleda tako, da pač najprej predelamo plan, ki je ta dan zavrtel MRP, se pravi, prodajo prejšnji dan vnese vsa naročila, mi dobimo tu en plan in potem potrdimo, pregledamo vse kosovnice, vse materijale, če smo pač pokriti s temi materijali in se pravi, to potrdimo, ta plan, kdaj se bojo svetilke delali, v bistvu imamo tako kar precizno določeno, kdaj se bo kaj delalo in vse bolj just in time, se pravi, en dan najprej se naredi neke polizdelke, naslednji dan se že sestavlja, grejo se pravi v montažo in tretji dan že naprej na pot v skladišče. Se pravi, tudi to je, potrjujemo te skladiščne prenose, mi imamo v bistvu proizvodnjo v Mirnu in vse svetila se morajo prepeljati v centralno skladišče v Šempeter, od tam pa se potem razprši vsakemu kupcu posebej. Poleg tega, to je glavno delo planerja, poleg tega imamo pa še, se pravi, optimiziranje strojev, se pravi, da se naredi čim več v čim krajšem času. Tle moramo biti ful pozorni na, se pravi, ja, in na materijale in na neke same procese, moramo tudi poznati, kako se katere stvari dela, da se ne preveč izgublja časa pri menjavi neka orodja. In potle še sodi printanje in razdeljevanje tega proizvodnih dokumentov, se pravi delovnih nalogov in še nalepke imamo tle zraven, se pravi za polizdelke so neke druge nalepke, za končne luči imamo spet posebej nalepke, tako da to je nekako delo planerja. In se pravi, ja, smo pa ful tako v nekem središču, smo povezali non-stop s tehnologi, z vodjo proizvodnje, s samimi delavci tudi, oziroma vodjami montaž in z nabavami, ko se usklajujemo glede dobave materialov in tako. Tako da, ja, to bi bilo tako na grobo. Jaz skupaj s sodelavko pokrivam kadrovsko službo v podjetju TIK. Zaposlenih smo si približno 160.
naloge pa sodelavko nekako timsko razdeljujeva, pokrivava, tako da če ene ni, druga lahko prevzame. In pa tako, da poleg te zadolžitev, ker še zdaj smatram, da sem nekako majhno podjetje, pokrivam tudi del trženjski nalog. Trženjska naloga obsegajo stiki z javnostjo, priprava internega gradiva, urejanje spletnih strani, raznih plakatov, brošure, kar potrebuje prodaja. Kadrovski del pa obsega tiste vsakodnevne, bi rekla, tajniške naloge in tiste bolj bi rekla, karierne, razvoj kadrov, skrbim tudi za zdravniške preglede, za teste varnosti zdravja pri delu. Sem nek kontakt med proizvodnjo in vodstvom, tako da rešujem vsakodnevne težave zaposlenih, lahko tudi banalne, sem zgubila halje, sem zgubila ključ, pa tu so razni papirji, pisovanja, sledenje ISO standardom. Za pomivalno pranje stroje, nekaj tudi za hladilnike, v našemu telekorporaciji imamo to načelo 80-20 zelo uporabne, tako smo tudi, oziroma tako, kar je 80 projekt održimo na lokaciji Slovenije, kar je 20 projekt damo v druge tovarne, recimo imamo na Madžarskem, tudi pa Italija in Bolgarija, in kar teh 20 projektov to pravimo dati v ne. Tako da imamo zdaj nekako 3 segmente ta glavne v Sloveniji oziroma Tolminu, to je zapora, vrat, to je tisti del, ki ga ne vidite, kad če ste boben oziroma vrat pravnega stroja odpred, tam odzaj to je praktično varnostni element, deloma pole senzor tlaka in naziv izdelka, to je z regulacije nivoja vode po pomivalno-pralnih strojih, to pomeni, da je za določen program na točno število oziroma točno količino vode, tu vam rekel, imamo toleranco praktično 0,5 mm vodnega stolpca, zdaj si pa predstavite, koliko točno mora biti, da vsi kupci zahtevajo to, da je tudi tale razred AAA, plus na nekje še vse, zdaj se že nova direktiva. Tako da je moj dan je nekako na prvom redu skozi tele koledarje v elektronski pošti organizirati, da ponavadi začnemo ob 8, začnemo službo, pol 9 je prvi sestanek v proizvodnem oddelku 3, 15:09 je proizvodnem oddelku 1 in pa imamo zaenkrat po 15 ur še proizvodni oddelek, oziroma proizvodni oddelek 1 je ločen na 2 segmenta, to je eno je zapora vrat, drugo imamo pa v naši proizvodni tole brizganje plastičnih izdelkov, po večini, približno 80% uporabno vlastni proizvodni, 20% imamo pa tudi za prodajo, tako kot je že kolega rekel, ja, moj način vodenja je zelo velik poudarek na sodelovanje s sodelavci proizvodnja, ker to je res naša dodana vrednost. Mi praktično režija smo strošk, ne prav narobe zastopili, da smo res stroška, če je od nas, da preteče ti sok ven, kar pričakuje naše vodstvo, mi smo stroška, pa to smo tudi mi dodana vrednost. In res dajemo, zadnje čase zelo velik poudarek na usposabljanju sodelavcev proizvodnja, ker mi smo praktično približno 15 let delamo samo na avtomatizaciji proizvodnje. 80% vse proizvodnje je na avtomatskih linijah. To pomeni, da ti sodelavci, ki so v proizvodnji praktično samo skrbijo, da so tudi zalogovniki puhni spol izdelek in pa delini tekoče vapor. Mi približno, zdaj že mislim, da je 3. let, naredimo 20 milijonov senzorjev tlaka. Imamo približno pokrivamo skupaj s Kitajci, na Kitajskem imamo še eno tako linijo, 60% svetovnega tržnega dela že pokrivamo z našimi izdelki. Tako da imamo 2 glavna konkurenta, zaenkrat kaj spremljamo, smo deleč pred njimi. Drugo tako, moje pa normalno sodelovanje s temi službami, nabava, prodaja, logistika, vzdrževanje, to še povem lahko, da sem mi dal tudi po tej zadnji organizaciji, sem vodil tudi tega vzdrževalne službe in nekako pravo sklisko sta način, da bi tudi naši vzdrževalci spravili nekaj vode sami, začnejo razmišljati, tudi tale 80-20, če je senzor tlaka tista glavna naš izdelek, mora tam lavati praktično brez ustavitev. Tako da delo je kar
Ni naporno, je pestro, ne, tudi moram reči, da se tudi gospod dekan je rekel, da ta šola, nekaj sem jo obiskoval, to je bila verjetno edina šola, da sem res z veseljem hodil v šolo. Ni bilo treba, ne vem, po službi, no, šola, ne, tu sem pa resen. Ni, da bi se kumi čakal na to šolo, no, to je tudi neka služba, ali služba, poda še šola, pa seminarske, pa izpiti, pa tako naprej. Moram reči, da res ta šola mi je dala ogromno znanja. Oziroma, tudi bom rekel, vsako projektu, ki sem ga obiskoval, sem nekaj potegnil za svojo službo. Ne. Tudi na osnovi tega del, recimo, tale moja, ne vem, rekel, vnema, zanos do podjetja, druge bo tudi moje znanje, ki sem ga dal prav na tej šoli. Kaj je bil pravzaprav razlog, da ste sprejeli odločitev, da ste na gospodarski inženiring takrat, ko ste se opisali? Kako zdaj gledate po tolikih letih na to? Kratko odgovor je piknik. Se sliši smešno, ja. V prostem času, dobro, zdaj je zelo malo, so tudi gasilc, prej smo zelo aktivno, zdaj pač služba na to pušča, kaj take aktivnosti. In smo imeli piknik gasilci in potem je bil en kolega, ki je hodil leto pred mano, ta gospodarski inženir, ki je rekel, stari, pridem, ne, ki je. Ti mora razložiti, to, kar jaz hodim v to šolo, to je za tebe tako že opisano. Smo govorili, da pol res nisem ki zelo razmišljal. Jaz sem pa šel še enkrat skozi, res sem lovil tretji pisni rok, pa sem ga polje ujel in res mi ni žal, da sem pisal tudi šolo. Res ogromno znanje, tudi ogromno kolegov sem spoznal, tudi s pozemljem še zmeram na vezi. In, ne vem, rekel, ta uvod v sodobne tehnološke sisteme, res naporen tak predmet, ogromno znanje. Gospod Gerkeš, dobro, me je tudi nekako prasilil, da sem mogel matrico pogledati, kaj taki filmi vam niso všeč. In tudi vprašanje, testo iz tega, ok, tudi to je bilo. Tako da bo rekel, res vsi predmeti, ki sem jih obiskoval, vsakem letniku sem se upisal še dodatni predmet, tudi bo rekel iz tiste kvote, ki sem se mogel, sem vzel zmeraj še enkrat, ki sem vzel vsi ful zanimivi. Tako da res tale šola, moram reči, da mi je res dala ogromno. Tako tudi pri nas pravimo, da gledamo zdaj bilo 360. In res taka, vam ne bo že, če se opiše. Malo reklame. Jaz sem že vedela, da ne želim gledati Ljubljano pod nogami, sem iskala nekaj bližjega, gospodarska inženjering, potem, ko sem videla predmetnik, praktično moja prva izbira. Je bilo pa malo pomisleka, ker prihajam iz srednje ekonomske šole in ker sem videla fizike, robotike, malček sem se ustrašila, ampak s trdnim delom, z učenjem se da narediti. Ne moram reči, da je bilo to z levo roko, sem se fajn namatrala, ampak so bili profesori super, razlaga, odlična, predvsem vaje ti pomagajo, tako da jaz tudi zmeri, ko povem, s ponosom povem, poklic, ki sem ga končala in ga priporočam. Jaz sem po srednji šoli končala logistično tehniko in sem bila zelo usmerjena v neko to logistiko. In mi je bila cilj tudi naprej na faks se opisati v tej smeri, se pravi logistika. In najprej sploh nisem poznala, nisem vedno slišala za to šolo. V glavnem, jaz sem imela namen iti v Izolo, ta prometna v Izoli. In dve leti starejša sošolka je pa ta fakt že obiskovala in mi pač omenila, malo opisala, sem prebrala si predmetnik, malo po internetu in v bistvu mi je bilo to ful dobro, sploh zaradi tega, ker mi ni bilo treba proč od doma, ker sem v bistvu poleg faksa še sem imela študentsko delo, tako da se je dalo prav komod preživeti. In ja, predmetnik mi je bil pa sploh zelo fajn, sem tudi bolj od matematike, fizike, tako da tu mi je bilo sploh in na koncu ta praksa me je pa sploh prepričala, ker s tako dobo, da imaš prakso, mislim, da imaš kar več stopnico za neko podjetje. In ja, te izbirni predmeti na koncu, spet je bila logistika, spet sem se zato zbrala v tej smeri tudi diplomirala, tako da
sem spet zmeraj ostala tam in vsi ostali predmeti se mi še zmeraj prav pridejo, oziroma ker sem pač, imam tako službo, da moramo kar tako malo obširno poznati in tehnologijo in vse druge stvari, tako da jaz sem zelo vesela. Službo sem takoj dobila, se pravi po prakso sem delala v tem podjetju Intralighting in po koncu prakse sem me pač zaposlili za nedoločen čas. Malo mi je žal, da nisem šla še naprej na drugo stopnjo, mogoče se pa še odločim. Bom še bolj vedela, kaj moram spoznati, kaj se moram še novo naučiti. Jaz sem pa prvo stopnjo končal na fakulteti za strojništvo v Ljubljani in ta tehnička znanja sem jaz nekako hotel nadgraditi še s temi ekonomskimi in naravoslovnimi znanji, kar pa je ta program gospodarskega inženiringa zelo dobro ponuja in lahko rečem, da danes pri svojem delu mi res te veščine, tudi tukaj gledam profesorja Domančiča, nam je dal zelo en dober predmet, mislim, da je bilo komuniciranje, ne vem točno imena, ampak se kar dobro spomnim teh predavanj in to danes jaz res kar dobro spredem uporabljam v komunikaciji z svojimi zaposlenimi. Tako da ja, se pravi, v mojem primeru ta kombinacija, bom rekel, strogih tehničnih ved, v kombinaciji z ekonomskimi in naravoslovnimi vedami lahko pride do enega dobrega, bom rekel, do enega dobrega vodja, ki ima tehnično širino, eno ta širino, ki jo rabi pri vodenju ljudi. Super. No, moje naslednje vprašanje bi bilo pa, koliko se vam zdi pomembno skozi vaše izkušnje študija, da študenti tekom študija sodelujo že recimo pri raznih projektih, ki jih tudi na fakulteti se izvaja, pa recimo kakšno ciljno izbiranje študentskega dela ali pa tudi pomembnost praktičnega usposabljanja. Recimo na poslovno-tehniški fakulteti je to obvezen del v 3. letniku. Če nam lahko poveste kakšno vašo izkušnjo na teh področjih, no, kot se vam zdi to pomembno. Ja, jaz bi rekel, tudi polagam profesorjem, dekanem, vsem čim več tega sodelovanja z industrijo. Diplomanti ali pa študenti naj bojo čim več vključeni v industrijo, v realne probleme, v realno problematiko, da čim prej dobijo, bom rekel, ta stik z realnostjo, če že uporabljam ta izraz, da čim prej, bom rekel, osvojijo čim več znanja, da čim prej osvojijo ta znanja, no, da bom zdaj. Vsekakor jaz imam pri svojem delu zelo stika z študenti raznih fakultet, tudi srednjimi šolami, jih vzamemo na prakso. Zelo študentom in dijakom sem tudi mentor. Bil sem tudi mentor enim parjem pri izdelavi diplomskih nalog. In če se študent že tekom študija ali pa saj tekom izdelave diplomske naloge vključi z industrijo, mislim, da lahko nastanejo eni zelo dobri in uporabni izdelki na koncu, kar je pa tudi cilj tega, ne, da podjetja dobimo dobre diplomante, da bojo sposobni rešavati te tekoče probleme. Tako da ja, jaz pravim še enkrat čim več tega. Ja, jaz sem že prej omenila, pač prav ta praksa me je sploh prepričala, da sem se vpisala na ta program, ker, ko pravim, s tem dobiš že nekaj izkušnja v 3 mesecih, tu že nekaj pa še dela, pa mogoče bi se dalo že, ne vem, v 1. ali pa mogoče v 2. letniku, kakšen mesec te prakse, da dobiš malo občutka, res realnosti v podjetju, kako zadeve potekajo, da ni sama neka teorija, ker enostavno pol mogoče te tudi ne toliko zanima, ne veš, kaj te mora zanimati, ne. Tako da že mogoče bi
bi mogoče že kak mesec v prvem ali pa drugem letniku priporočala prakse, da se soočiš s tem. Tako da ja, jaz mislim, da sploh sodelovanje v kakih projektih ali pa nasplošno profesori dajo veliko vaj, domačih nalog, ki pripomorejo k nekim točkam pri izpitih. To je vse samo dobro. Mislim, da se navadiš, dobiš neke delovne navade, ne samo, da se učiš in da imaš tisto znanje, ampak nasplošno delovne navade, da si v času z izpiti, da nekaj puščaš in sej bo že, sej bo drugo leto, ali pa sej bom na izpitu, ne rabim zdaj kolokviju. Se mi zdi, da dajo idealno priložnost profesori, da se dela po delih manj in s tem dobiš neke delovne navade, ki jih pridejo zelo prav pol v službi, ker tam pa ni, da boš neki probo, sej bo že, tam mora biti malo bolj. Tako da ja. Se kar strinjam s sogovornikoma, da čim več prakse in res si pridobiš s tem neke delovne navade, da si mogoče tekom študija si misliš, kje bom pa jaz tale predmet uporabil v življenju, kot sem prej omenila. Če bi jaz vedela, v kakšni smeri bi se zaposlila, bi se pred določenih predmetih malo bolj posvetila, kaj več vprašala, kakšno dodatno stvar naredila. Ampak tekom študija sem se vključila v razne projekte. Spomnim se, da sem pomagala fakulteti za vinogradništvo, takrat so imeli eno razstavo pokušin novin, sem jim že takrat pomagala z izdeljavo nalepk in odlično sodelovanje z nekim drugim programom. Sem še njihovo plan, zakaj smo se za tisti študij odločili. Drugače pa, ja, polagam na srce, dekani, čim več prakse, res je mogoče že kar malček tudi na začetku, da pridobiš tiste delovne navade, ki ti pa lahko v službi se s tistim tudi pokažeš, še nekorektno zaposliti. Jaz bom tako rekel, nisem imel prakse na tudi šoli, zato ker sem naredil predlog za diplomiranega ekonomista, sem se vpisal kar na drugo stopnjo. Smo pa imeli dva taka zanimivega projekta, ena projekt 2, en je bil tak skupinski, da sem moral v skupinah delati, drugi je pač individualno. Tisti individualno, ok, sem ga pač naredil sam s pomočjo mentorja. Ta prvi projekt je bil skupinski, je se pa tudi videlo, kar smo tudi na koncu gotovili temu zaključku, tudi mlajše nimamo, ker tudi jaz sem mlad, nimamo kaj stika, ne vem, s nekimi projekti, z nekimi del skupini voljeni projekti. Tako je tam, na koncu, ko smo se uvali tisti, ožja skupina, ker smo bili, se rekel, jaz se vam videli, ker imate nekaj kilometrine že, da brez vas bi težko pripeljati ta projekt na koncu. Tako da smo ga pripeljali od začetka, ker so nam pokazali od prejšnjih letnikov tole seminarsko nalogo, ker imela na 200-300 strani, smo rekli, kako bomo mi to naredili. Na koncu mora reči, nam vratila super seminarska naloga. Tako da ja, tudi projekti 1, projekti 2, kratko naprej. Ali pa še naprej. Slišali smo, kako koristne so te praktične izkušnje. Mene pa zanima, kje znanja z programa gospodarski inženiring prve ali druge stopnje so najbolj prav prišli v tem, ko ste prišli v službo? Upravljanje znanja, uvodu sodobne tehnološke sisteme, informatika, ekonomika, praktično vsi predmeti so mi prav prišli. Tu, ko rekel, še industrijsko oblikovanje, nekaj me res zanimalo, kar rad delam z lesom, sem bolj zaradi sebe šel v tisto, tudi tam smo videli, gospod Pogoj in pa njegov asistent, tam je taka res zanimiva predavanja. Ni bilo samo neko, knjiga, po knjigi to iz prakse, iz izkušnje. Tudi tam sem dobil nekaj pač za sebe, za svoje, to ljubiteljsko dejavnost z lesom, nekaj pa tudi sem dobil nekaj za službo, res pletal, v uvodu sodobne tehnološke sisteme, to me pa res odprlo oči, nisem posebej. Še zdaj smo, mislim, enoletno nazaj kompozitni materiali. To sem zvedel pri gospodu Gerkešu, zdaj pač gremo v tudi smeri, ko imamo težavno z enim materialom in gremo zdaj v smeri kompozitov iskati rešitev.
če verjetno ne bi hodil na to šolo, ja, mogoče se stric Google skoraj vse ve, če ti pa eden bo rekel iz izkušenj pove, da je pa to, a pa te toplotne črpalke, energija, res in za službo in za primarno. Jaz moram reči, da mi je ta program bil všeč ravno zaradi tega širokega spektra znanj, ki ga dobiš. Čeprav mogoče se vam na prvi pogled zdi, da v kadrovski jaz ne rabim vedeti nič o vodenju proizvodnje, se motite. Recimo, da vam povem primer, kadrovska planira izobraževanje našim tehnologom in pri teh letnih kariernih pogovorih moramo z njimi tudi planirati, kakšna znanja, vrzeli, prednosti, slabosti imajo in s tem tudi potem lahko primerna izobraževanja, strokovna, poiščemo za naše tehnologe. Tako da kadrovska služba je neko srce podjetja in povezuje tako vodstvene veščine, tako socialne, mehke veščine, komunikacije, ki sem jih pridobila tekom študija kot tiste bolj težke proizvodnje, vitka proizvodnja, fizike. Zdaj, s tem programom sem pridobila tak širok spektr, da lahko razumem celoten potek proizvodnje, čisto proizvodnega delavca. Ja, meni je najprej itak najbolj prav prišel ta predmet logistike, tle smo najbolj širno spoznali res celoten sistem, celotno skrbovalno verigo neke proizvodnje. Poleg tega pa, ja, komuniciranje, ta predmet sociologija, kjer je že to itak, če si proizvodni delaš z kar nekimi ljudmi, tako da kako s kom komunicirati, prepoznati, kdo kaj misli in biti predvsem tako malo skalmirani, ne preveč izkipljiv, pa vsake stvari skušati na lep način rešiti neke probleme, neke konflikte. Drugač, energetika, to je bil zelo težki predmet, ma po drugi strani zelo zanimiv, tako da mi je bil eden izmed najbolj, tako res tudi v privat življenju, kar pride prav, kar razširi neko znanje. Tako pa ja, tudi ekonomija, itak, predvsem to, ja, kako podjetje mora čim bolj paziti s temi stroški, kateri stroški so v podjetju, ker tudi mi, ko delujemo v proizvodnji, moramo se skozi ozirati na to, tako da ja, to bi bilo to. Ja, pri meni pa tudi najbolj uporabna ta znanja, mehka komunikacije in ekonomska znanja. Na osnovi nekaj tehničnega znanja delal sem v razvojnih oddelkih, v proizvodnih oddelkih v svoji karieri in dizajnirati en izdelek brez ekonomskega inputa ne gre. Ne? Če imamo neomejena sredstva, lahko naredimo raketo. Umetnost je danes narediti izdelek, kaj je visoko tehnološki ali visoko tehnični in ga znati prodati za ranga €2 in ob tem še nekaj zaslužiti. Ne? Tako da ja, sigurno ta ekonomska znanja sem s pridom integriral v predhodno pridobljena tehnična znanja. Hvala. Če danes pogledate nazaj, kaj je tisto najbolj dragoceno, kar vam je ta fakulteta dala? In če bi bili danes v vlogi študenta prvega ali recimo drugega, tretjega letnika, čemu bi dali največ pozornosti pri študiju z izkušnjami, kaj imate danes? Čemu bi dal največ podrobnosti? Sigurno stvarem, ki me danes zanimajo. Ne? V 12 letih, kar delam, pa kar sem zaposlen, sem sigurno dobil tisto točko, kjer uživam in to je vodenje ljudi, vodenje organizacij. Tle bi dal še več poudarka, da bi čim več znanj še pridobil na tem področju, od komunikacij do drugih potrebnih znanj za upravljanje z ljudmi ali pa za delo z ljudmi. Ker nazadnje, mislim, da vsaj v našem podjetju se zavedamo, da
sem lahko malo čudno izrazil, da so ljudje najbolj pomembni stroji. In brez ljudi lahko imamo še ne vem kakšno tehnologijo, ne bomo spravili izdelka čez, pa ne bomo prodali izdelkov in nekaj zaslužili. Nenazadnje pa organizacija ali pa firma, podjetje mora tudi neko klimo ustvarjati. Če ni dobre klime, če ni dobrega vodja, če ni, bom rekel, vodja, ki zna motivirati, tudi v najkritičnejših situacijah ali pa malo manj prijetnih situacijah, kot je recimo svetovna kriza, ker do 2008 pa 2009 spet se nekaj pripravlja, v drugem letu pravijo in bo treba te veščine uporabiti, da znamo ljudi zmotivirati, da so lahko produktivni, da smo produktivni. To je tisto, kar. Ja, meni je fakulteta vsekakor prinesla najbrž, verjetno vsi so imeli tak cilj, da si dobimo službo. Jaz sem imela ta cilj, da pridobiti čim prej službo, ki bo pač nekaj v tej smeri, kar sem se pač tudi šolala. In ja, to mi je uspelo prav po zaslugi te prakse. In kar bi pa dala največ poudarka med samim šolanjem je itak prav tej smeri, kar zdaj delam, kar je pa težko vedeti do 3. letnika, kaj boš rabil, kjer smeri boš, kaj boš počel, kaj bo tvoja služba. To je res težko oceniti, sploh ne veš. Tako da priporočam, ja, 1. letniki, 2. letniki, da že imajo nek cilj tam daleč, v ozadju, in se na tisto baziraš in skozi tisto malo daješ bolj poudarke. Na samem koncu pa je itak res praksa, tisto največ, kar se naučiš in pol v sami službi in vsaj na konkretnih primerih, tam se največ naučiš. No, to je tako. Pa jaz, ko pogledam za nazaj, vidim, da sem tako vsakega predmeta nekaj odnesla. Zdaj pač v tej smeri, ko delam, bi si takrat želela več nekih komunikacijskih predmetov, ampak nikoli pa ne veš, ali boš ostal v tej branži, ali boš šel kam drugam. Tako tudi fajn gospodarski inženjeri, da se lahko usmeriš tudi v druga področja. Zdi se mi fajn, da še kaj več, da je bilo teh izbirnih predmetov dovolj, da si v bistvu lahko vsak zbral, kar si je želel. Je pa težko malo vedeti, v čem smeri se boš zaposlil, zato da dajte si zbrati tisto, kar vam paše, kar že nekaj znate, mogoče nekaj novega, kar se želite naučiti, predvsem nekaj, kar vas veseli, ker to boste lepo počeli še 40 let. To je najstanejši 10. Jaz tega recimo dekanu šel oziroma kjer je predmete zbral, tako da nisem imel kakšnih velikih težav. Kot je skratka, prvo sem šel po osnovni šoli, sem šel bolj v strojno smer, ker sem prišel od vojaka, šel še bolj v strojno smer, po nekako optizmu mesenist, nekako dolgo sem šel v ekonomsko smer. Po na koncu, ker sem prišel zdaj tako pa tako, nekako ni šlo v krpni. Ta šola tudi predmeti, ki sem jih videl, sem jih nazaj, pa da tudi skratka, vse te šole, ki sem končal, nekako vas videl potencial in se rekel, če zaradi šole sploh ni problema, so takoj. In ker sem rekel, zdaj sem vodja proizvodnje, ni res, nekako vse tole znanje, ki sem ga dobil, ga nekako vključujem oziroma mi pomaga, ker znotraj korporacije imamo 5, mi rečemo toolbox. To je 5 orodij korporacij, ki jih moramo vsak dan uporabiti. Vse te orodja oziroma znanje, izkušnje vseh teh orodij, ki sem jih kar nekako zelo dobro osvojil, tudi magistrsko nalogo, v bistvu za tenka teh orodij, bom rekel, dajem naprej, nekako mi smo imeli recimo 3 leta nazaj, sem bil vodja proizvodnje, pa je bilo 7 vodij proizvodnih celic, posel bi po izmenovodi, zdaj praktično imamo samo vodje proizvodnje in pa izmenovodje. Smo praktično en nivo, smo ga steli, da smo delali zelo na izmenovodje, da znamo, kaj pravi se izmenovodje, da vodje praktično pokrivajo en del, rekel, tih bivših vodij proizvodnih celic in pa, da so sami znanje izmenovodnih naredili.
To bom rekel, ja, uporabljam ITV orodja, plus uporabljam znanje, ki sem ga dobil na magistrskem študiju. Vsi štirje ste diplomanti oziroma magistranti nekega multidisciplinarnega študija. Kako vas je sprejela okolica, vaše delovno okolje kot take študente oziroma diplomante, glede na to, da smo pri nas vajeni bolj na oske profile? Jaz bom tako rekel, da ti skratka se nekako, jaz nisem taka, da zdaj se opisal po šolanje, pa bom končil šolo, pa bom zdaj magister, pa bom... Sem pač povedal kolegom, jaz sem se opisal mogoče, dvakrat na tedno, kolega ven, ker imamo 4 šolo, ja okej, pa na koncu recimo so imeli kar dosti razgovor in s kadrovsko recimo in z vodjo razvoja, jaz sem rekel, nekako pa če bi šli v tili smeri, pa če bi probali to, pa če bi probali to, zdaj nekako tudi, bom rekel, to upravljanje znanje, ker smo rekli, če eden nekaj že ugotovi, pa eden nekaj že zmisli, zakaj ti se ne bi delal širšo okolico, oziroma sodelavci, ni treba enemu sodelavci na nove to iskati. In kje delamo, zdaj imamo enkrat na mesec zbor delavcev, oziroma zbor vodi plantov in si izmenimo izkušnje. To praktično govorimo za, mislim, 12 plantov z celega sveta se poveže preko Skypa in si delimo izkušnje. Recimo, doskrat imamo zdaj, kaj zelo veliko podaj varnosti in zdravje predelov, če so v enem plantu naredili nekaj, da dvignejo varnost oziroma zdravje zaposlenih, delijo to z vsemi 12 planti. Iste, recimo, nekaj v tehnologiji, ali v informatiki, ali bilo ko, če je kišno znanje, da so ga nadgradili, da delijo to z vsemi planti, prav tisto ni izmeren tako nekaj, so tudi drugačne industrije, znotraj naše korporacije, ni samo automatizacija proizvodnje, lahko je tudi avtomobilska industrija. In res ni važno, če je tudi druga industrija, probamo tisto njihovo znanje aplicirati pa v našo proizvodnje. Tako res, bom rekel, to upravljanje znanje, ko smo govorili, ja, je kar dosti take reči, ko smo pravili naprej. Pa tudi, bom rekel, dosti reči, ko smo jih nekako preddebatirali znotraj tih predmetov, smo potem nekako probali tudi v praksu izvesti. Tako bom rekla, glede na to, da vidim, da se diplomanti hitro zaposlujejo po koncu študija, vidim, da so podjetja seznanjena s programom gospodarskega inženiringa, kakšna znanja pridobi diplomant. In preden, ko sem pošiljala prošnje, me je malo zaskrbelo Severna Primorska, koliko to poznajo, ali moram zraven priložiti opis svojih nalog, ali kaj, ampak glede na to, da nisem imela dosti razgovorov, bom tako povedala, ko prideš na razgovor, pač poveš, tam se predstaviš, tam se pogovoriš, tam te vprašajo, kaj si študiral, kaj znaš, kakšna je bila tvoja diplomska naloga. Ampak to moram reči, da je univerza dosti naredila na temu, da podjetja že poznajo gospodarske inženirje in vejo, kakšna je njihova. Na našem podjetju gospodarskega inženirja je že zelo poznano, je kar nekaj zaposlenih s to izobrazbo, tako da glede tega sploh ni bilo vprašanj, sploh, kar sem že ponovila, sem pač s prakso, so me videli pač, da bo nekako šlo, da rabijo tudi v tej smeri še malo okrepitve, ker pač promet se je večal, vedno več je bilo dela in rabili so zaposlene v tej smeri, tako da sploh ni bilo vprašanj. V bistvu je najbolj gledajo na to, da si čim bolj praktičen in razgledan. Tu mislim, da ta fakulteta kar malo. Ja, tudi jaz sem se soočil z pozitivnimi odzivi. Okolica ta poklic sprejema v redu. Nazadnje tudi veliko podjetij iz Goriške regije ponuja štipendije za ta program, tako da poklic je poznan. Podjetja smo prepoznala prednosti tega poklica, tako da mislim, da je poklic z leta v leto bolj prepoznan in bolj utrjen v našemu ali pa v bazah kandidatov za podjetje. Pozitivno. Hvala lepa. Mislim, da so vas vprašali prišla kar do konca. Zdaj mogoče, če je še v publiki kakšno vprašanje,
je pravi trenutek, da se oglasite, da vprašate naše goste. Kolikor ni, se bi vam še enkrat vsem štirim tako zahvalila za to, da ste se udeležili, da ste si vzeli čas in prišli na to okroglo mizo. Upam, da se srečamo še kdaj, oziroma da bodo še priložnosti in želimo vam res mnogo poslovnih uspehov in takih pozitivnih izzivov. No. Hvala. Hvala.